Lep dober večer. Zdaj pa ne vem, če bo dobro, ker sem kontra, namesto da bi kontra obrnila ekran. 2020 je oziroma 2027 in danes nisem bila na mojem Facebook liveu, ampak evo se pa vseeno javljam. Končala sem še en krasen dogodek s PVC-jem. Danes sem imela čudovito akademijo, smo imeli, kjer smo se pogovarjali o tantri. In to je tudi današnja tema, tako da malce se zamujam, ampak ker se pa čutim odgovorna, sem se pa kar preklopila, evo, direkt pred avtom, tako da počasi tudi ko končam z vami, odhajam domov. Mogoče 2-3 sporočila, da ne bom zdaj predolga, da je to kratek, sladek video. Danes je bilo zelo zanimivo spoznati, kaj je sploh moč tantre. Vidim, da se ženske zelo malo pogovarjamo o tem, bojimo govoriti resnico, oziroma zdi se nam, da je to nekaj, kar ni za javnost, kar je nekaj, kar je to skrito. Tantrična energija je naša življenjska energija, tantrična energija je naša spolna energija. In v primeru, da jo imamo zaprto, se moramo dosti bolj truditi v poslu, v partnerstvu, kjerkoli, da smo lahko srečne in potem posledično uspešne. Nas je učila nas je taka prava boginja Gaja, ki res živi tantro, kjer je pokazala, kako lahko z majhnimi koraki tudi mi začutimo to ljubezen do sebe in kakšni so to koraki, da lahko naredimo spremembo pri sebi. Jaz bom najprej začela z eno takšno, ki se mi je zdela najbolj, z eno stvarjo, ki se mi je zdela, ali pa z enim stavkom, ki se mi je zdel pomemben. Ženska je najbolj pomembno, da sama sebi prizna, da nima želje potem, oziroma po spolnosti, da ne čuti ali da ne ve, kako bi prišla do tega, in takrat prvič, ko to odpre, se šele tudi, ko prvič pove, takrat se odpre, da lahko pridejo pravi učitelji in ji pomagajo. To pomeni, da se lahko začne pogovarjati, na kateri stopnji je, kje je in kako lahko to svojo življenjsko energijo spravi v življenje. Tantrična energija, še enkrat, je spolna energija. Spomnim se mojega otroštva, prihajam iz družine, kjer me starši niso videli v spodnjicah, oziroma bila sem vedno zaprta in sem prišla v družino, kjer so bili zelo odprti, zelo tako sproščeni. In zame je bila spolnost neke vrste, neka tabu tema, o kateri se nisem želela pogovarjati, dokler nisem v resnici spoznala, da je to nekaj, kar me osvobaja, nekaj, kar mi daje lahkotnost in kar mi daje voljo do življenja in kar lahko lažje počnem. To pomeni, da ne rabim nekaj z naporom, ampak da se samo prepustim življenju, toku in da me ta tok vodi. Zakaj? Ker sem že polna ljubezni. Tako da, drage moje, in vse tiste, ki mislite, da je tantra nekaj kar tako malce stran, naj vam povem, da boste začeli začutiti to tantro. Ko boste začeli začutiti, to pomeni najprej sprejeti svoje telo, sprejeti to energijo, se vam bo življenje definitivno obrnalo. To pomeni, postale boste dosti bolj se boste imele rade, bolj zaupljive do sebe in bolj boste verjele v to, kar počnete. Ne boste si postavljali nekih velikih zahtev. Tako da, zaključek vsega tega bi bil takšen. Akademija je predvsem nastala zaradi tega, ker ne vem, ali mi je vesolje dodelilo to in reklo, prosim, vodi ženske, naj lahko delijo svoje težave, svoje strahove s teboj in jih popelji v to, da bodo spoznale, koliko so pomembne za to človeštvo, koliko so pomembne za družine, kakšno moč in ljubezen dajejo družini, kakšen steber so v tej družini. In ko je prišlo do tega, ko so me spraševali, a tudi tantro bomo imeli, enim se je to zdelo, wow, grozno. Danes so bile punce navdušene, vprašali so, kakšno bo nadaljevanje naprej. Ampak to je ta energija, ki nas res osvobaja. Še to, spomnim se, nekaj let nazaj, zato govorim spomnim se, zato ker danes sem iz dogodka, kjer sem bila govornica in včasih sem se pred dogodkom, koliko obremenjevala, kolikokrat ponavljala teme, govorila o temah. Danes sem bila na dogodku točno to, kdor sem. Govorila srčno, govorila lahkotno, povedala svoje izzive,
svoje pluse. Marsikdo ne razume, kako lahko tako iskreno govorim svojo zgodbo. Ampak mogoče pa je ta moja pot, da bom marsikateri ženski pomagala, da si bo dovolila reči super sem, krasna sem, the best of the best, tako kot tista moja slika z navijalkami. In da si bo sama rekla, vem, da sem top of the top, vem pa, da sem lahko še boljša. Ker prepričana pa sem, da ženske imamo noter v sebi močno mero vztrajnosti, pripadnosti, predvsem pa tudi to odgovornosti, ko si mi nekaj postavimo, mi tu naredimo. Evo, toliko za enkrat. Saj ne vem, če so tudi četrtkovi videi, včasih imam večji navdih, kak tako mes, vendar danes, po naši delavnici, sem res čisto odprta, sem se prej zafrkavala, sem čisto odprta, tako da moram zapreti energijo za mojega moža, da energija ne bo odtekala, ampak vse to smo se že naučile, tako da, drage dame, naj vam ne bo izziv spoznati tantro, to se tako sliši tantra, to je življenjska energija. Nikoli ni prepozno, meni se je pač odprla pri 35 letih, nekomu se odpre pri 20, nekomu pa pri 60 in takrat šele začutiš, kakšno moč imaš in da si res dovolj sam sebi. Potem iskrena hvala, danes so bile z mano ambasadorke, tako jih imenujem, moje ambasadorke, ne Akademije knjige, 6 zlatih ambasadorke danes delala z Evo in so povedale, kaj so, kakšne spremembe so naredile z mojo knjigo. Tako da, drage moje dame, resnično živim to, kar govorim. Resnično si želim, da delite svoje izzive, ampak da se zavedate, ne sem stati na izzivih pa jamrati kot žrtve, ampak ko začutite, da imate izziv, ugotovite, kje ste in naredite korak naprej. Nihče drug ne bo izbiral vašo pot in vam kazal, ali je lahko ta pot srečna ali ni srečna, kot samo vi. Kajti vi ste kreatorji svojega življenja in to pomeni, da vi ustvarjate vse to, kar se vam dogaja na dan. In vi ste odgovorni za svoje življenje. Kaj to pomeni? Da veste, da lahko neke določene spremembe spremenite. Nekaj lahko spremenite. Tako da vam želim en krasen večer. Hvala še mojim Lauri, Marini, Nikolini, Ali, potem koga sem še imela? Čaki, sigurno še koga, Ines, če sem pa katero pozabila, se pa resnično opravičujem, ampak čisto so take prave sončice, pravi dokaz, kako lahko res žrtev se odloči in postane zmagovalka, kar pomeni, kakšne spremembe lahko dela na sebi. Ampak, drage moje, brez ženske, te spolne energije, bo malce težje. In škoda, da zgubljamo moč, škoda, da zgubljamo lahkotnost, ljubezen, ampak bolje, da se odpremo za to in osrečimo sebe in marsikoga drugega, predvsem svojo družino, prvo partnerja, potem še pa otroke, potem pa tudi naše sodelavce, ker s to energijo nam bo dosti lažje graditi odnos. In želim vam en krasen večer, en krasen vikend, mogoče se pa javim za vikend, pa povem eno drugo misel, ker ni mogoče pasala glih na tantro, ampak nekaj drugega, kar sem ugotovila prejšnji teden, koliko nas strah bremza in bi govorila o strahu, kaj se nam dogaja, kako mediji, kakšno zgodbo naredijo mediji in kaj se potem noter v nas zgodi, kako psihološko vpliva. Tako da, mogoče naslednja tema bom govorila o strahu in se vam že javim za vikend. Tako da, lep večer. Čau.